No, ta hotel je bil lepo, mirno prenočišče za naše 2 dneva. Preživeta v Oslu. Danes pa v Lillehammer že čakajo letim. Naš avtek je pripravljen. Evo, Sandro štarta. Renta kar. To so naši današnji potniki. Ja. So drugačni kot včeraj? Ja, veliko bolj sproščeni. Vsak dan čisto nove, je res? Heja, Norsk. Driver, driver, evo. Nakacana baterija. Ja, zajedo ribe. In to on šiba. To pomeni, da ima zopet dosti fosforja. Preveč. Samo pametno vredo. No, na tistem posnetku, ko sem ga prej slikal, je očitno meni ustavil, ni šel mimo. To pomeni, da gremo zdaj kam? Mimo Osla, ki smo se ga včeraj ogledali. A bolj ne gremo v Oslo? Ne gremo mimo Osla. Mimo... Ni Osel. Oslo. Je Oslo. Ob velikem jezeru Mjasa. Kot Zola, ne? Hamar. Ja. In Lillehammer. Kot Zola, ne Oso, kot Oso. Oso, imamo mi Osle v Sloveniji. Evo, zdaj ste vsi slišali, kako se mi menimo v avtu. Konec V našem avtu se je umirilo. Potujemo po vremenski napovedi. Imamo vključeno zunanjo klimoenoto. In Milan še zmeraj svira kurcom od zgodnjih jutranjih ur. Prišli smo Če je mreža. do jezera Mjasa. Kaj je, če odpre okno? Takole izgleda vožnja po dežju. Po vremenski napovedi 3 kapljice. Evo, tako pa Sandro prehiteva kamion. Stisne gas, če šuje po obratih. Samo da ne pokažeš, kako bo Sandro šel v jezero. Vse je ograja. Kaj, več takih številk okoli 120? Ja. Gremo čez lep most na jezeru. To je tisto, ki je bilo narisano. Pri Hammerju, ne? Ja. Res lep pogled. Temperatura zunaj je, Sandro, koliko? 16. Ne vem, bom zdaj videl. Veš, koliko je po tej Ja, smo nekje, tudi več. Stalno piše Trondheim, Lillehammer. Sandro pravi, da se ne bo ustavil do Nordkapa. Evo ti ga, Joško. Smo na glavni ulici v Lillehammerju. Sandro slika, postavlja poze. Ljudje se tle kar precej ustavljajo. Breda kot ponavadi, rada okrog trgovin. Pridi, gremo prej. Cene gleda. Ja, boš kaj kupila? Jurje, popol, 2 No, Lillehammer se nas je usmilil. Kamor pridemo, neha deževati. Oske gasice. To je najstarejše mesto Lillehammer v pokrajini Ostland. Oziroma po norveško Östland. No, to je pa zbirka skandinavskih zastav. Finska, Norveška, Švedska, Danska. Plapolajo v lahnem vetriču. Zakaj slikam to pivnico? Ker je tle zanimiva zadeva. En konj je ostal izven štale. Sam glava je notri. Drugače je pa to zanimiva hiša. Lepo imajo pobarvane. Svetlice jim vse vlečejo na vijoličasto. In prihajamo po tej uličici na glavno ulico Lillehammerja. Še nam sveže v spominu iz zadnje olimpijade.
Začelo je pihati, mogoče bo pregnalo temne oblake. To je ta glavna ulica. Zelo zanimiva, polno trgovin, olimpijskih simbolov. Še jaški so v znamenju olimpijade, bravo. Sandro, poglej lepe bicikle. Kakšna cena? Opa, bato. 10.900, bolj navaden bicikl. Te njihove pošasti so pa posod. Oni zelo verujejo v take strahove. Lepi skandinavski vzorci. Številka 1, številka 2, številka 3, številka 4, 5, 6 in tako dalje. Zelo znan simbol olimpijskega tekača iz olimpijade. Stilizirano iz pradavnine. No, vidite, kdaj je bila ta olimpijada. Kakšen lep lokal nas je peljal Sandro na slaščice. Madonca, tle pa je luksuzno. Poglej, poglej, mene že čaka. No, sedaj smo se s Sandrom odločili, da gremo po lepi poti proti olimpijskim prizoriščem. Ob cesti nas spremljajo take stanovanjske hiše. Več ali manj lepo urejeno. Čisto malo rsi, ni hudega. Naš cilj, čez par 100 metrov. Vse povsod lepo cvetje. Ob cesti smo prišli do takega lepega grma. Kakšen je pa cvet v nordijski megli. More biti taki živi. Še boljše je, če je ostrina, ne? Piha malo. Lepa mavrica na cesti. No, pa še ena sličica za Bredo. No, to je pa najdu Sandro med enim navadnim lulanjem. In to na ta način, ko je nehal lulati, je še kar vedno šumelo. Rekel, pa ko je te to vrak? Nehal sem lulati, otresel sem ga, pa še naprej šumi. To je to. No, in tle more naše dve lepotičke posneti. O, pozajla gre naše ženske gor. O, kakšen vzpon, kakšen vzpon. Poglej, poglej, poglej. Kakšna strmina je navzgor. Ja, že cel razkorak morajo narediti. No, po tem hudem vzponu smo prišli pa do lepega kraja. Prizorišča skakalnic olimpijskih, velike in male. Še mičkano vzpona do teh objektov. Nekaj šumi. A, šumiki in skočniki. Skakalci so to. Ja. To je blizu, neposredni bližini Lillehammerske. Prizorišče olimpijskih iger iz teatra. Tukaj je bil olimpijski ogenj požgan. Tle je pa Sandro začel nekaj stokati. Zdaj vidimo, zakaj je začel stokati. Ker je lep razgled na celoten Lillehammer. Poglej, poglej. Olimpijska hala, tukaj za hokej. Lepo zadnji del jezera Mjosa,
Cel Lillehammer, mostovi čez Mjoso. Čez onega smo prišli mi, čez desnega. Ali ne? In pot dol proti jugu, proti Oslu. Mi gremo tu gor, ne? Pot pa nadaljujemo od Lillehammerja naprej v to dolino. Mimo Hundertfossen, zanimivosti. Ja, čez most smo prišli, čez tega čez desno. Ja. Evo, sledite Sandrotovemu prstu. Ja, moj prst gre tako, ne? In potem gremo. No, imamo skakalca. Ne, odmišljivam se, nisem mogla. O, ko ptiček leti. Ustavil se je pa na žaganju. Dober je bil. Pejmo, jala, gremo v dolino. Zadnji pogled na olimpijske kroge na skakalnici. 101 meter je tle. Ne, Bye bye, 101 meter je tle, ne? bye bye, Lillehammersko olimpijsko prizorišče. 101. Odhod, pravi Sandro. Ogromna je ta olimpijska hala. Zdaj smo že pri njej. In druga so bila desališča, zimski športi, zanimive stvari se tle dogajale. Šele ko se ljudje tam na levo spodaj, ko se primerjajo s to halo, se vidi, kako je ta zadeva ogromna. Arhitektonsko je tudi zanimiva. Vhodni del olimpijske hale in pejmo notri. To mora nekaj pomeniti. Breda, kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo. Nekaj, ne. To je, gremo tekmovati, veš pomeni to? To je, gremo tekmovati in eto ti kurac, če ne priješ prvi. Ni res, jaz pa mislim, ponudiš, sprejmeš in držiš zase. Zdaj gremo v olimpijski muzej. To je pa olimpijska bakla je bila, ogenj je bil s tem nošen do štadiona. Notranjost muzeja je zelo lepo urejena. Začetek kaže letne olimpijske igre, video predstavitev, potem prične z zimskimi olimpijskimi igrami. Spomin na otvoritev zimskih olimpijskih iger v Lillehammerju. Izredno lepa slika. Samo kaj, ko so refleksi noter. Čudovito je bilo. Tukaj spodaj je pa podpisana cela reprezentanca Norveške. Gremo si po... No, pa zdaj to veličastno halo poglejmo še od znotraj. V njej smo 7. julija 1998 ob 15:20. Izredno dobra akustika, ogromna je, igrajo športe. Prijetna, zelo dober občutek, zdaj imajo betonsko steno za plezanje. To je pa ta kugla s ptico, ki se je odprla ob otvoritvi. Zelo lep efekt je bil. Ptica miru izhaja iz sveta. To je bila hala za 10.000 gledalcev v Lillehammerju. V lepem, suhem vremenu smo zapustili Lillehammer in se dvigamo proti dolini Gudbrandsdalen. Tam se začne najlepši del Norveške. Tukaj pa se vozimo ob jezeru za elektrarno. Zelo jasni se. Smo na lepem kraju v dolini Dalen, Bringsandalen, nekaj takega. Gor je lep slap. Evo ga. Tako čudovita je cesta in pot se vije proti Oti, proti gorskemu masivu in naravnemu parku Rondan, kjer bomo že približno čez 1/4 ure. Zgornji del doline Gudbrandsdalen
ki jo sedaj zapuščamo in gremo na desno, kakor sem povedal, v Narodni park. Cesta pa gre strmo v klanec. Bližamo se srcu Narodnega parka. Čedalje lepše postaja. Gor so neke kočice planinske, neki šumi so. In hrib poln lišajev. To je pa Breda opazila. To bomo vse lepo potem hodili jutri. No, gospe, kakšna izjava date? Medve sva zelo vesele in zadovoljne, ker so naši možje našli super prenočišče, lokacija. Kako se reče tej lokaciji? Bom že jaz posnel. No, to je tale lokacija. Čudovita. Sandro je specialist za specialne zadeve. Rondan. Smo v Rondanu. Ja, to smo jasno, že v Narodnem parku Rondan že en cajt. Spali bomo v tej koči. Misoseter Fjellstue. Se pravi, kot Misoseter, planinska koča. Evo, v okolici skačejo ovce. Visoke gore, na katere se bomo jutri malo povzpeli. Nekaj bomo že šli in si ogledali visokogorske lepote in jezerca. V Nacionalnem muzeju v Oslu smo te hišice videli kot nekdanja prebivališča, v teh se pa dejansko živi. So mogoče ostanki nekdanjih pastirskih stanov. Danes so pa prebivališča za turiste. Eno lepšo kot drugo. Evo, je res? Že dimnik je svojevrsten spomenik. Vse posod sami vikendi in prelepa za to višino na Norveškem in za to severno višino že kar huda narava. Je rekel, jaz sem tudi danc. Sem rekel, ne, mi nismo danci. No, to je pa novogradnja. Čudovita kučica. In Breda se tam lepo postavila in pogledala. Super vikend so si ljudje naredili. Res okusno. Tipična lesena gradnja z ozelenjeno streho v čudovitem okolju Narodnega parka. Kaj češ lepšega na tem svetu za preživeti dopust? Streha je postavljena na pločevino in zemlja na pločevino, na njej brezovo ljubje in iz tega potem odganja trava. Zemlja, ja. To. Pogled lepši od pogleda. Kaj ste ugotovili, kaj je to? Ne vemo. Vijolica ni. Ja, glas, ja. Pa ne mi pozirati z ritjo pa jajci. Aha, tako me ti pošpejaš. Aha, ja. Busanke z... Ne? Lepo je. Ni lepo tle. Pa še poved, da si snimal to skoraj ob 9 uri. Ja, povedal je ura 9. Nisi povedal, koliko je ura. 10 minut pred 9. Narod naš dokaze hrani, vse bo posneto gor. Ker to mi hočemo, ne? Samo to hočemo. Tudi ob 11 bom snemal. Jaz bi hotel v polnoči, da pogledaš, kako je še svetlo, ker zdaj imam občutek, da se sploh ne stremni. Ne, se ne bo. Se ne stremni, v Oslu tudi se ni stremnilo, veš prav. Sem jaz gledala, v polnoči. Evo, Mračno je bilo. to sem čakal. Sandro Kobok, poglej. Sonce mu sije nad glavo. Poglej. Kontra luče. Žgati so mu na paši. Sem pa zelo bolan. Od lepote, Boli ne? me kurac.
videno. Kakšen mir. Samo žvenket zvoncev ovac se čuje. Ob tej uri so zelo dolge sence. Bom pokazal, kakšna ura je to. Dunja in Breda sta velike prijateljice, zatopljene v pogovor. Ja. Zato so prišli zdaj na vikend, da se porihtajo. Losovo rogovje. Jabolk! Odpira se proti pogled proti visokemu gorovju. Evo mladička v zelenju. Ko Mihec iz Mokce gleda nas. Me! Ja, tako, ja. Lepo hodijo naše planinke. Navzgor proti razgledu. Norvežani imajo preproste markacije. Samo modra črta. Zaenkrat nam je to jasno. Ti prizori so slikani ob 21:10. Te ovce res vejo, kaj je lepo. Evo, kaj se nam prikazuje. Jezerce. Z tega mesta je pogled na pol narodnega parka. Res? Bojo gledalci presodili sami. Kar je ena posebna dolina Triglavskih jezer. Gozdnata, na nižji meji. Polno jezerc, se že kar na vrhu slemena, kar malo pihlja. Tako da slišite še to. Pa tisti vrhovi, ki sem jih prej kazal. Vrh na nasprotni strani postaja bolj izrazit. Kaj pravite? Tundra, tajga, Intervjujerke. isto kot v Sibiriji. Je lepo tukaj? Tukaj. Sibirsko mrzlo je zdaj v tem času. In stali No, kakor sem rekel, narod naš dokaze hrani, ne? Dekleta so tlele gor, na najvišji točki. Ena lepša kot druga, ena bolj zmrznjena kot druga. Ne? Sred poletja 8 stopinj, 6. 7. juli 7 stopinj nad nulo. Milče gre pa naprej. Najprej gre tlele gor. Kakšno polje zanimivih lišajev. Širne planjave tega. In vmes se najde čisti apnenec, verjetno. Tega tako nismo vajeni pri nas, sploh pa ne na teh višinah. In ob 10. uri po noči. Na tej višini 1000 metrov se že trajno zadržuje sneg. Pod mano so pa visokogorska mrazišča in močvirja. Evo, vse na enem posnetku, lišaji. Zelo lepi. Lepa barva. Evo, otroci, to so lišaji, kako rastejo.
Seveda je pa vse skupaj lepše v polarnem, severnem soncu. Poljane čudovitega rastlinja visokega severa Norveške. Zdaj bom pa posnel še ta del poti, ki gremo proti Slemenu. Evo, kaj se odpira na nasprotno stran. Če bo jutri vreme, bo tam malo vzpona in tudi stvar bo v soncu. Turisti poznačijo vrh do vrha. Delajo možičke. Samo naprej, Milan. Na Slemenu pa tako očesce vode, kjer odseva se v njemu podoba raja. Milan, ti nakladaš. Majčkene čudovite rožice. Ježek, kaj je to? Pa malo večje. Je cela zaplatica sledi teh lišajev. Pa sem na vrhu, kjer se mi odpira razgled na zanimivo zadevo. V teh vulkanskih, zelo starih kameninah je v milijonih letih reka izdolbla zelo plitvo strugo. Zelo trde kamenine so to. Sence so že zelo dolge. Evo, recimo tle na razdalji 30 metrov je komaj Milan do pasa, pa hriba zmanjka. Jezera so pa že večinoma v senci, v počitku. Ali bom imel srečo in se mi bo pred sončnim zahodom malo pred polnočjo odprl pogled na te planine ali ne? This is the question now. Širne flanjave Narodnega parka. To je glas ptice. Narava je še vse živa. Sandro, io ho caricato le batterie e anche la riserva. Grazie. Počasi se odpira. Juhuhu. Evo ptičko, ki je prej čivkala, samotnega popotnika. Piv, piv, čiv, čiv. Mogoče išče partnerja, zdaj ko se je segrela. Boš naredila par korakov ali ne? Tukaj vodi pot domov, do lepe Koče. Vrh se vidi, ampak ni tako v soncu. Oblaki rdečijo, počasi se pričenja norveški večer.
vidiš tako stvar na tej višini, na dnevni temperaturi 6 stopinj Celzija, ti je jasno, zakaj so Norvežani z lahkoto odkrivali severni in južni pol. Tukaj so verjetno njihovi vikendi od bolj premožnih ljudi ali pa od takih, ki imajo radi hribe. Bački se sončijo skoraj v polnočnem soncu in opazujejo samotnega pohodnika iz Slovenije. O, kaj pa tam? Tako pa izgleda polni akumulatorje. Ja, točno. Tudi pravo orodje imajo. En kos brusnega kamna. O, zdaj se je najdel. Markacije k različnim točkam so v različnih barvah. Prej je bila modra, zdaj je zelena. Še malo pa bo šlo sonce za sedlice. Na eni strani polna luna, prej je bilo pa sonce in še vedno je. Pohodniki se vzpenjajo k svojim vikendom. Kakšen dogodek, kakšen vesel ptiček. Ta me sigurno ne opazi. Močvirska ptica. Sonček se počasi poslavlja. Gre za gorski greben. Sence se še daljšajo, barve so še bolj žive. Evo kakšen je nebo. Spremstvo ptičkov. So najvišji vrhovi Rondanskega narodnega parka. Sončni zahod v živo.
povečalo. Nekaj minut kasneje. Barve so še vedno izrazite. Na teh vrhovih bi bilo lepo biti in gledati končni zahod nad Norveškim morjem. To še na sliki in fotografiji. Brez besed. Razglednica za staro mamo. Malo umetniške fotografije. Kako pa ta zgleda? Ta tudi ni slaba. Malo kasnejša ura. Ob taki uri pa še nikoli nisem slikal vodo. Lahko bi, ali uspelo ne bi. Spet malo igranja z umetniškimi efekti. Takoj pa, ko se ura bliža polnoči. Naš lepi hotel, najlepša planinska koča. Sonček pa še kar naprej zahaja in riše čudovite podobe. Vse tiste ure, ki sem jih prej kazal, so v resnici 1 uro več, ker nisem imel kamero naspravljeno. Evo, koliko je ta prava ura. Tako je, kadar je največja tema. Moja ljuba pravi, da mora iti spat. Komanda je ob 8 vstati. Luna je še bolj svetla. Umetno mogo zatemniti, da se vidi na njej morja in kotline. Kar ne morem prehvaliti ovčko, ki se tako pridno pase in lepo zvončkla. Njeni mladički pa že počivajo.
Idem tudi spat, moji ljubi. Drugo jutro, pa na zajtrk. Sonce sije celo noč praktično. Evo, ta fotelj je Bredi zelo všeč. To je naša soba za čakole, predsoba. In tukaj se čuje neki šundar. To je pa lepa jedilnica. Dobro jutro. Kdo so to? Marija Stewartova. Kuk. Minus 1. Kanal. Veš, da si se premakal na te? Zdaj, ko se smeješ, koliko boš. Stavi se. Zdaj, kako se boš vam film tam je? Čakaj, počasi, Sandra. Ker take neumnosti ne moramo zgubiti. Ja, to se ne sme zgoditi. Jožica manjak je to. Poglej tička. Da vidimo tvojega. No, kjer sem včeraj končal slikanje, pri tem očverju danes nadaljujem. Ja, pato. Zadaj je pa celo pogorje nacionalnega parka Rondan. Zdaj imam težave, zdaj To so viši... fotoaparat, zdaj imam še 5 slik, še 10 slik ima za narediti. Najboljše, da tvojega spravim, da spičkam 10 slik, pa da vržem en fotoaparat stran. Da spičkaš to čim prej in da potem da kurčiš. Ma da je taki lepi hribi, pa take besede. Joj, kako ste grdi. Moram zamenjati pozico, ker bi ona ni všeč. Grdo gledate. Milan je fil in dog. Mi se bomo popizdile. Čuj! Pa snegeca se vidi? Tatica je... Najvišji vrh pogorja v vsej svoji lepoti. Kaj se bo pa tle odprlo? Tle sneg v daljavi. To je pa južneje. Tukaj pa področje verjetno teh ledenikov. Josterdal. Josterbren. Tukaj nas pa še čakati pot v te kraje. Pod njimi pa dolina z vasico Ota na severnem kraju Brunendalen, te čudovite doline. Nad njo pa kralju. Pa še en lep vrh za konec. To so hribi, katere vidimo iz te točke. Obrni. Snema, počakaj. Snema. Da bomo imeli, kakor rečemo, narod naš dokaze hrani. Kaj to za je vzela? Evo, zdaj smo v Narodnem parku. Z razgledno tablo. Sandro nas je postavil, zdaj se jezike vam kamero. Planinci se odpravljajo na pot, na tele hribčke. Mora biti lepi vzponi, lepi kratki vzponi. No, še zadnji pogled. Še enkrat jih pokažem, lepo počasi, po vrsti. Nekateri imajo tudi bolj prepadne stene. Nekateri so kot mali razorčki. Temna, temačna stena.
preko tenkosene dolince z bolj oddaljenim vrhom, zasneženim v daljavi. Potem gremo pa na te čez 2000 metrov visoke, ki so najvišji v tej okolici. Kar strmi postajajo. No, s tem pa končam. Ta je pa kralj tega dela. Oni se grejo goni. Evo, to je, naslednjič pridem tako, živjo fantje, juhuhu, evo kako šibajo v sneg proti hribom. Ne vem, če se bo videlo, Sandro je opozoril na migetanje ozračja, ki se je segrelo na temi grmički. No pa kaj lepega povejte Sandrosu, ki stoji za mano. Dve kraljičici se vežeta na naravno preprogo. In potem čakata na svoje prince. Evo ga, prihaja z avtom. Zdaj smo v parku pristali na lepem kraju. Ovce so nas sprejele. In tukaj je celo polje zlatic, to, ker je Bredi všeč. Pastirske koče. Kakšno skalovje. In zanimiv vrh. Ovčice pri jezeru v Rondanskem parku. Ja, tako, glas, ja. Tako, viš, to rabimo, kamermani. In kje smo to? Točno pred jezerom. Opala. Lepo. Se vidi jezero zadaj? Vse. Slika. V srcu parka. Tako nizko grmičevje. Ptički pojejo, ovce se pasejo. Moja ljuba prihaja. Milanček, Ja, je lepo, ne? ja. Naravni park. Čudovit. Ovčke, jezerca. Kaj je to, tundra ali tajga? Tundra. Aha. Pa še naša dva prijatelja se ne morata odločiti, da bi sem prišla. Zdaj smo ob robu jezera, v katerem se skrivajo oziroma reflektirajo oblaki. Tako mirno jezero. Ob njemu je en kup starih ljudi, ki se sončijo. Dunica uživa po svoje. Bye bye. Evo jih, ko uživajo. Ko je gulje na ledu. O, koliko sončko. Koliko sončko, voda je čista. Sicer je mulj na dnu.
No, sem naredil, če drugih ni, pa saj umetnih valov. Danes je tak miren dan. Ja, malo močim nogice, sem naredil malo valov, da je lepša slikica. Ko moja taščica, sivolasi izletniki. Ko so lepi. To je pa za Gregorja, malo črno-belega. Kaj za Gregorja? Tle malo eksperimentiram. Koliko ribic? Moja dama je izjavila, kot v Krnskem jezeru. Kje pa je? Meditira. Kje meditira? Pri tem oblačku, za tem grmičkom, za tem mostičkom. Milan, daj kamero stran en moment, daj. Breda. Ima pa tak razgled. Evo, kakšen razgled ima Breda. Je v redu? Kar tle bi ostala, ne? Zaderi se še enkrat. Daj še enkrat, no. Daj to še enkrat. Daj, no. Sandro, daj še enkrat lupčka. Super. Gremo, daj. Prave, močvirske.